Poglejmo poudarke današnjega Pomurskega dnevnika. Bodifit predstavlja kineziološki center za vse generacije. Izbrali najkvačkarico leta 2024. Začetek sojenja Tomažu Arkliniču. Vreme, pooblačilo se bo. Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v današnjem Pomurskem dnevniku. Zakorakali smo v drugi mesec novega leta. Raziskave kažejo, da novoletne zaobljube prelomimo že po prvih 2 tednih. Pa kljub temu se vedno več ljudi zaveda, da je potrebno skrbeti zase in za svoje zdravje, svoje telo, tako ali drugače. Ob koncu lanskega leta se je v Murski Soboti odprl nov kineziološki center Bodifit. Za vse, ki ga še ne poznate, smo preverili, kaj ponuja. Hiter tempo življenja, stres, premalo gibanja in nepravilna prehrana so razlogi, ki slabšajo naš organizem. V tem času vsi mi iščemo rešitev za vse generacije. In mi smo jo našli v dokaj sveže odprtem Bodifit centru v Murski Soboti. Bodifit kineziološki center je center, kjer poskrbimo za vse generacije, poskrbimo za družine z otroci, poskrbimo za starejše, poskrbimo seveda za mladostnike in tudi vse tiste vmes. Pomeni, nekako poskušamo z osebnim pristopom poskrbeti za ljudi, njihove težave, bolečine, strahove in uravnotežiti njihovo življenje. Torej, gibalno skozi gibanje poskušamo narediti najboljše za vsakega posameznika. Kajti vsak posameznik je čisto individuum zase in vsak ima neke svoje želje, svoje potrebe, poškodbe, prilagoditve, skrajšave in to se seveda v našem centru da. Zraven gibanja, kamor spadajo tako kardio treningi, dvigovanje bremen in dvigovanje lastne teže, so tukaj še drugi kineziološki in terapevtski pristopi. Ker pa po vsakem dobrem treningu pride prav še regeneracija, lahko v Bodifitu obiščete še savno, krioterapijo, magnetno terapijo ter presoterapijo. In poskrbimo seveda tudi za tisto regeneracijo po sami vadbi in po regeneraciji. Pomeni Bodifit kafe, kjer se lahko ljudje usedejo, popijejo kakšen dober beljakovinski napitek ali pa tudi pojejo kakšen kvaliteten obrok. Bodifit shop, kot pa trgovina, pa ima premium izdelke, s katerimi lahko zelo dober suport nudite svojim telesnim potrebam, fizičnim potrebam. Torej dovolj antioksidantov, dovolj beljakovin, dovolj kvalitetnih maščob. In še zanimivost Bodifit centra, ta namreč deluje 24 ur na dan in tako ni več izgovorov, da ne morete obiskati centra zaradi pomanjkanja časa. Drage gledalke in gledalci, v našem studiu imamo danes posebno gostjo, najkvačkarico leta 2024, gospo Andrejo Bitenc. Andreja, dobrodošli v našem studiu. Rekli ste, da je to vaša prva izkušnja pred kamero, tako da evo, vse enkrat prvič. Sicer pa najprej iskrene čestitke za vaš naziv, najkvačkarica leta 2024. Kaj vam ta naziv pomeni? Najprej pozdravljeni, hvala, ker ste me povabili v vašo družbo. Ta naziv pomeni veliko, ker to pomeni, da so ljudje videli moje delo in ga tudi cenijo. Povejte mi, kako pa ljudje sploh pridejo do enega takega naziva? Ta naziv je v bistvu bil čez nominacije, ki so se odvijale na spletni strani oziroma na Facebook strani Zavoda Ustvarjalno srce. Letos smo lahko bile nominirane samo kvačkarica, ki smo izdelovali občinske grbe iz leta 2021, za katerega smo tudi prejeli Guinnessov rekord, ker smo izdelovali v tehniki C2C. In zraven tega smo mogli pač ustvariti še dodatne izdelke, ker pač Slovenija je enkratna država, katera ima edino 213 občin in Guinnessov rekord se mora preseči. In zato smo mogli narediti malo več izdelkov, nekaj jih imamo tudi tukaj. Tako Guinnessov rekord ste torej osvojili, pa kljub temu, Andreja, kateri grb ste ustvarjali vi? Jaz sem delala grb občine Radenci, ker sem tudi tam že več kot 10 let zaposlena
In sem hotela nekaj doprinesti tudi pač za svoje strani, ker je to moj hobi v bistvu. Rada ustvarjam, pa sem rekla, zakaj pa ne bi pol nekaj mojega veselo v občini. Krasno. Pa če se vseeno, Andreja, zdaj le vrneva na začetek. Kje so vaši začetki kvačkanja? Kako ste začeli? Kdaj ste začeli? Jaz sem v bistvu začela že kot majhna deklica, najprej z našivavanjem prtičkov, pol gobelinov, pol še makrame je prišel vmes, pol sem pa videla mojo mamo, kako kvačka in sem se želela naučiti in me je tudi naučila. Tako da, ko sem bila nekje stara 10-12 let, tam nekje sem začela pač svoje ročna dela izdelovati. Ste tudi vi prenesli na koga drugega kvačkanje? Ja, naučila sem hčerko, pol tudi od prijateljice manjšo hčerko, ki je stara 4 leta bila in so jo kvačkale najprej z prstki, zdaj pa ima že kvačko, pa že dela. Odlično. Sicer pa, če tako pogledava, Andreja, en tak izdelek, koliko časa recimo traja, da nekaj takega ustvarite? Recimo, če se sedemo zraven, lahko to ustvarimo v enem dnevu, pač, ampak čas moraš imeti, ker vsak izdelek rabi svoj čas, da se naredi. Vmes moraš tudi kaj popravljati, parati, ampak važno, da je tvoje zadovoljstvo, pa da se sprostiš. To se dela torej po načrtih? Po načrtih, ja. So vam všeč tisti bolj enostavni načrti ali kaj bolj zakompliciranega? Meni je všeč čim bolj zakomplicirano. Kje pa najdete vse te načrte? Na internetu jih je veliko, lahko si jih pa tudi sam narišeš. Tako. Ste že probali tudi kaj sami narisati? Ja, veliko stvari sem že sama narisala, pa jih tudi naredila, pa tudi jih podarila. No, to sem ravno želela vprašati, kaj pa potem s temi izdelki naredite? Ja. Ponavadi je tako, da pač nekdo ti med pogovorom omeni, jaz bi pa imel to, pa pol, ko pozabi, pol to dobi. Tako da dobro poslušate okolico okoli sebe. Ja. Če se za hipet še vrneva nazaj Guinnessovem rekordu, kjer ste torej tudi sodelovali, 213 grbov ste rekli, to je bilo v času korone, ste prej omenili, tako da ste si zapomnili v bistvu ta čas. Ja. Smo si ga izpopolnili v bistvu ta čas, ko smo lahko bili doma, pa ustvarjali. Lepo mi je bilo, ker smo dobili načrt, pa volno, pa imeli smo tudi prek Zooma, smo imeli srečanja, tako da meni je bilo fenomenalno. Pa spoznala sem veliko kvačkaric, ker po Guinnessovemu smo imeli tudi srečanja, ja, ko smo se vse spoznali iz celotne Slovenije. Super, ena nepozabna dogodivščina, zagotovo. In kako boste zdaj, Andreja, svoj naziv, najkvačkarica leta 2024, izkoristili, unovčili? Upam, da čim bolj. Tako da pripravljam se, da bom začela prodajati tudi izdelke, ampak s kvačkanimi izdelki je pač tako, ne moreš jih dobiti takoj. Ker nekaj časa traja, da jih izdelaš. Pa seveda to ni edina stvar, ki jo v življenju počnete, ne? Ja. Tako da si je treba vzeti še čas. Še čas za to, ja. Ja, nič, jaz vam želim veliko uspehov, predvsem pa, da bo vaš hobi dejansko postal tudi dobičkonosen na nek način in da bodo ljudje znali ceniti to, kar počnete, to, kar delate s srcem in seveda upam, da res čim bolj prenesete tudi na mlajše generacije. Kvačkanje je vseeno ena taka lepa vrlina, ki jo je fino poznati in tudi obvladati, kaj ne? Ja, točno, to se strinjam z vami. Hvala lepa, Andreja, za obisko v našem studiu in upam, da še kdaj. Hvala vam. Včeraj se je začelo na Ptuju sojenje Tomažu Arkliniču iz Markovcev. Očitajo mu, da je v sostorilstvu že obtoženo Aleksandro Škamlec sodeloval pri umoru svoje žene. Sostorilki Škamlec je ptujsko sodišče sicer konec lanskega decembra dosodilo zaporno kazen 28 let zapora. Tožilstvo, ki je zanjo zahtevalo 30 let zapora, pa se je na izrečeno kazen že pritožilo. Več podrobnosti pa v prispevku. Takole vidno shujšanega Tomaža Arkliniča so pravosodni policisti danes privedli pred ptujski sodni senat. Očita se mu, da je v sostorilstvu svoje ljubice Aleksandre Škamlec umoril svojo ženo Sabino Arklinič, mamo 4 otrok iz okolice Ptuja. Sta bila natančno dogovorjena, kam ob kateri uri jo pripelje. On je v bistvu bil ob dejanju, kot kažejo dosedanje navedbe in njuna zagovora, nedvomno navzoč.
z ničemer ni prispeval, da se dejanje ne bi zgodilo. V bistvu je zasledoval ta skupni cilj, kar se izkazuje tudi v poteku nadaljnjih ravnanj po sami izvršitvi v najbolj grobem smislu. Otrokom in tudi zdaj že pokojni tašči razlagal, da je mama odišla, da je odšla z drugim moškim v Ljubljani, da je spremenila barvo las. Otroci pa kljub temu, da se je mogel zavedati, da je vedel, da bodo otroci trpeli hude psihične stiske, enostavno je še dodatno jim povzročal z takšnimi izjavami travme. Arklinič, ki se brani z molkom, je med razpravo strmel v tla. Sprva so prebrali njegov lanski pisni zagovor, kjer je za slab partnerski odnos večinoma krivil svojo ženo Sabino, nato pa je danes s pomočjo odvetnice vložil nov zagovor, v katerem pa je Arklinič dejal, da se samega napada ne spominja, saj naj bi zaradi hudega stresa in brutalnega ravnanja sostorilke doživel duševni šok, izgubo spomina ter nezmožnost racionalne reakcije. Kako to, da se je tega spomnil šele pred nekaj dnevi, njegova odvetnica za našo kamero ni želela komentirati. Tožilstvo je prepričano, da dosedanji postopek ni navrgel nobenih indicev, ki bi kakorkoli utemeljeval sum, da je pri njem podana kakršnakoli taka motnja, ki bi vplivala na njegovo razsodnost v času izvršitve kaznivega dejanja. Vsaka stranka, ki je obdolžen, ima pravico do svoje obrambe in predlagati svoje dokaze. In dejstvo tudi je, da vse dokler ni pravnomočno obsojen, se šteje za nedolžnega. Poleg igranja na karto neprištevnosti smo lahko danes iz njegovega zagovora razbrali tudi, da želi vso krivdo prevaliti na sostorilko Škamlec. Tako izgleda, da je ona vse pripravila, ampak temu ni mogoče slediti, glede na to, da je on svojo ženo peljal na razvajanje, na večerjo, da je dejansko bil več ur z njo in pri sebi pa je vedel, kaj dejansko se bo zgodilo, kaj jo čaka. Danes sta pred sodni senat stopili tudi dve priči, dežurni kriminalist, ki je Arkliniča zaslišal po najdbi trupla, ter socialna delavka iz Ptujskega centra za socialno delo. Kriminalist je povedal, da je takrat Arklinič povedal, da svoje žene ni ubil, ampak zgolj pripeljal na dogovorjeno mesto. Čeprav naj bi bil takrat vidno prizadet, naj bi to povedal zbrano. Prav tako so policisti hitro ugotovili, da rokopis iz poslovilnega pisma ne pripada pokojni Sabini. O prištevnosti Arkliniča bo sicer na predlog obrambe presojal sodni izvedenec s področja psihiatrije. Sojenje se bo nadaljevalo v četrtek z zaslišanjem prič. Poglejmo še vreme. Danes je bilo še jasno vreme, a že jutri lahko pričakujemo nekaj več oblačnosti. Podrobnosti o vremenu pa v nadaljevanju. Danes je bilo v Pomurju jasno vreme. V Murski Soboti, Krajinskem parku in Radencih so namerili 5 stopinj, v Lendavi pa stopinjo več. Jutri se bo od vzhoda oblačnost povečala, ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -2, na Primorskem okoli 0, najvišje dnevne pa od 5 do 8, na Primorskem do 14 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji bodo jutri v Murski Soboti in na Ptuju 0 stopinj, v Mariboru stopinjo več, čez dan pa se bodo temperature v Mariboru dvignile do 6 stopinj, medtem ko lahko na Ptuju in v Murski Soboti pričakujemo 7 stopinj Celzija. V petek nas čaka pretežno oblačno vreme, v naslednjih dneh pa lahko v Murski Soboti ob jutrih pričakujemo od -2 do 0 stopinj, čez dan pa se bo živo srebro povzpelo do 7 stopinj Celzija. To je bilo vse, kar smo vam pripravili za danes v naši osrednji informativni oddaji. Ukolikor želite izvedeti še kaj več o dogajanju v Pomurju, pa vas vabimo k obisku naše spletne strani ali pokukajte na naša socialna omrežja. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje spet jutri.